Kolumna Jajca. Anje Zag Golob. Že 5 mesecev neuspešno poteka iskanje manjkajočega člana oziroma članice uprave RTV Slovenija in posledično je predsednik uprave nedavno odstopil. Čeravno je nacionalka sama po sebi ogromen sistem, je v primerjavi z državo še vedno podobna atomu. Toda bi bilo mogoče v omenjenih težavah videti odsev problema na vrhu države. Predsednik uprave je na sejah sveta RTV često jadikoval nad neuspešnim novačenjem kandidatk in kandidatov. Kadra, da ni. Nihče noče te funkcije, tega denarja, tega položaja in te moči in oblasti. V to kloako noče stopiti nihče. Ker je to še vedno dovolj majhen sistem, da se oddaleč vidi, v kaj človek stopa. Na ravni države je moči in denarja dosti več, zato se za funkcije še vedno vsakič znova poteguje mnoštvo kandidatk in kandidatov za čestitke. Podobno je tudi na ravni Evropske unije. Tam bo dal vložek, menijo, le še toliko bogatejši izplen. A kakovost ponudbe na volilnih lističih pove mnogo tudi o državi sami. Tako imamo denimo na slovenskih lističih, celo kot nosilca liste, tudi cenenega populista, ki poskuša lastno zaplankanost in neznanje zakamuflirati v domoljubje. Postavljen pred praktičen preizkus svojega obvladovanja tujih jezikov, se je zatekel k pač edinemu, kar pozna, torej k populizmu, in oznanil, da bo v Bruslju uporabljal izključno slovenščino. Seveda Bruslja ubožec ne bo videl, a če bi ga, bi prvi teden umrl od lakote. Toda podobni legalistični modus operandi uporablja, ko zagusti, tudi predsednik opozicije. Pa kako nekega potem ne bi takle arbitrarni elektronček? Janša, ko mu gre za nohte, po pravilu prične navidezno preizpraševati zakonitost, in sicer točno tam, kjer zakonitost ni osnovna situacijska kategorija. V nedavnem intervjuju na N1 ga je voditelj povprašal o odnosu poslancev največje opozicijske stranke do incidenta v prestolnici, kjer je skupina zakrinkanih moških domnevnega begunca privezala na prometni znak. Vodja opozicije se je izmotaval, nato pa na eksplicitno podvprašanje ministrskega predsednika, ki je bil drugi gost v studiu, a smo mi Grimsa prisilili, da se je z njimi pogovarjal, pribil: to nima veze. Mislim, a je to problem? A je to kaj nezakonitega? Točno zaradi tega odgovora, epitoma njegove siceršnje retorike, ta človek ne more nikdar več voditi te države. Odgovor izkazuje akutno pomanjkanje razumevanja že osnovne etike, da o sočutju in solidarnosti niti ne govorimo. Vse to pa kot osnovno opremo pričakujemo od figure državnega voditelja. In ja, absolutno nesprejemljivo je, da se poslanec Slovenskega državnega zbora in kandidat za slovenskega poslanca v Evropskem parlamentu pogovarja s člani skupine, ki je sposobna tovrstnega dejanja. In sicer ne zato, ker bi bilo to nezakonito, marveč zato, ker je nedostojno, ker ni vredno pozicije, ki jo zaseda, in ker legitimizira izjavljalno pozicijo nasilnežev kot sebi enakovredno. To sploh ne bi smelo biti mogoče, niti v teoriji. Gospod Janša to zelo dobro ve. Javno se je namreč zgražal, ko se bivša ministrica aktualne vlade z njim ni želela rokovati. Tudi tisto ni bilo nezakonito. Zelo zanimivo bo opazovati, kako in kdaj se bo na RTV Slovenija razpletel vozel, ki bolj in bolj spominja na gordijskega. To bo namreč dobrodošel prikaz sposobnosti te družbe za ohranitev lastnega statusa nacije. Kolumna Jajca. Anje Zag Golob.